Čez pol ure se bo pričela skupščina Nove Ljubljanske banke, torej državnega podjetja, državne banke. Pričakovali bi, da bo ta skupščina potekala transparentno, da bomo lastniki te banke, ki smo državljanke in državljani, že pred skupščino imeli vpogled v sklepe te skupščine, vendar o tej transparentnosti ni nič. Postopek, kot se sicer pelje, je sicer legitimen, vendar želim tukaj spomniti na obljube gospoda Mira Cerarja, ki je obljubljal, da bo poslovanje državnih podjetij transparentno. Obljubljal je, da se bo uveljavila neka nova politika korporativnega upravljanja v državnih podjetij, ampak danes vidimo, da od tega pravzaprav ni nič. Imamo situacijo, ko je minister za finance, dr. Mramor, moralno bankrotiral in v tem času, ko se dogajajo predvsem v bančnem sektorju pomembne kadrovske spremembe, se dr. Mramor še oglasil ni. Naj spomnim, da je Nova Slovenija že novembra lansko leto zahtevala izredno sejo državnega zbora, kjer smo z argumenti opozorili na morebiten sum konflikta interesov pri prodaji Nove Ljubljanske banke, ko je namreč vrh SDH-ja zasedel gospod Marko Jazbec, ki je bil nekoč član uprave Nove Ljubljanske banke in gotovo tudi med tistimi, ki so najbolj odgovorni za dajanje pajdaških kreditov. Nova Slovenija zahteva, da Slovenski državni holding državljanom predloži dokumentacijo in argumentacijo zamenjave vrha Nove Ljubljanske banke. Tega doslej še nismo videli, zato bomo pri tej naši zahtevi vztrajali. Torej, zahtevamo, da SDH predloži dokumentacijo in argumentacijo zamenjave vrha Nove Ljubljanske banke. Naj spomnim, da je bila Nova Ljubljanska banka decembra 2013 dokapitalizirana z 1,55 milijarde davkoplačevalskih evrov. Pogoj za odobritev te državne pomoči strani Evropske komisije pa je bil tudi sprejet katalog zavez in ena od teh zavez je, da se Nova Ljubljanska banka do konca leta 2017 proda, da se torej privatizira in država bi dejansko v tej banki, v tej državni banki lahko ohranila zgolj 25% delež plus eno delnico. Nova Slovenija je sicer nasprotovala strategiji upravljanja državnih naložb in se nikakor nismo strinjali, da je Nova Ljubljanska banka pomembna naložba. Mi smo želeli in še vedno zagovarjamo in vlado pozivamo, da spremeni strategijo upravljanja državnih naložb, zaradi tega, ker je tudi situacija, ki jo imamo danes in kot se napoveduje v prihodnje, takšna, da bo po naši oceni prodaja Nove Ljubljanske banke izjemno utežena ob upoštevanju, da bo še vedno politika, torej država, imela 25% vpliv. Kdo bo kupil Novo Ljubljansko banko, kjer bo še vedno lahko politika blokirala ali pa onemogočala vse ključne odločitve? Nas ne zanima, kdo bo sedel v upravi Nove Ljubljanske banke. Nas ne zanima, kdo bo sedel v nadzornem svetu Nove Ljubljanske banke. Nas pa zanima, da se bo banka do konca leta 2017 dejansko prodala, sicer se bodo za državljane in državljanke, za davkoplačevalce te države zgodili po naši oceni zelo slabi scenariji. Vkolikor se banka ne bo do konca leta prodala, do konca leta 2017 prodala, se bo dejansko državna pomoč izkazala kot neupravičena in banka bo morala državi vrniti 1,55 milijarde evrov, kar bo glede na sedanje kazalnike poslovanja lahko povzročilo velike težave pri poslovanju Nove Ljubljanske banke. Po
skrajnem črnem scenariju lahko tudi stečaj. In kaj to pomeni za varčevalce, za komitente Nove Ljubljanske banke? Ne želimo strašiti, želimo pa, in to je naša dolžnost, da opozarjamo na negativne scenarije, ki bi se lahko zgodili ob tem, če se ne bi država držala zavez, ki jih je dala Evropski komisiji. Zdaj od nove uprave in seveda tudi od novega nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke mi seveda pričakujemo in zahtevamo, da bo ta uprava nadaljevala z vlaganjem kazenskih ovadb zoper odgovorne za bančno luknjo. Žal pa ugotavljamo, da pravzaprav tisti, ki so to bančno luknjo navrtali, danes kadrujejo v Novi Ljubljanski banki ali pa se celo na pozicije v Novi Ljubljanski banki vračajo. Zato smo zelo skeptični, da bi Slovenke in Slovenci, davkoplačevalci, kdaj doživeli, da bo kakšen odgovoren za nastanek bančne luknje v Novi Ljubljanski banki tudi zaprt.